Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Ponavadi so uvodi malo daljši, ampak danes sem se odločila, da ne bom zgubljala časa z dolgim uvodom, zato ker vem, da imata veliko za povedati. Z mano v studiu brata Šalehar, Matevž in Miha. Živjo. Živjo. Čudno mi je, ko izgovorim Matevž. Hamo si lahko Hamo danes? Absolutno. Mislim, Matevž plačuje položnice. Hamo je pa ta pred kamero in na odru, ne? Tako nekako, ja. Alter ego. Zanimivo je, ko dobiš enkrat tako nadimek, kako ga hitro v bistvu prisvojimo, lahko do te mere, da nam je kar čudno, ko nas nekdo po pravem imenu pokliče, ne? Ja, v bistvu meni je malo čuden. Ja. Mislim pa ne, da se nekaj sramujem svojega pravega imena, ampak toliko časa me že vsi Hamo kličejo, da mi je res čuden. No. Pa ne vem, nekako so se z leti nabrali res čudni ljudje, ki me Matevž kličejo. Ki jih najmanj poznam, me najrajš kličejo Matevž. Tako kot imajo feeling, zdaj smo vam mi neki frendi. Ful prijatelji. Kaj ti zdaj rečem, Matevž? Hotela vprašati? Ne, tako ne moramo, brat, ki ti gre kdaj na živce, mu rečeš, pa daj Hamo. Ne rečem tako, pa daj Matevž, ker to bi mi pol zvenel, da mu hočem nekaj med vrsticami ekstra povedati. Matevž, Šalehar. Zdaj pa stvar resna. Ja. Matevž, veš, kaj sem ti prišel povedati. Ja. Tako resno vse zveni. Ja, če bi ti stavek začel... Imam tudi v fajlu, da je on Matevž, ampak pač Hamo, pa tudi če z drugimi govorim, vsi rečejo, jaz Hamo tako je videl, ja, valjda sem ga šel k smetist res. Kaj pa doma, recimo, ko ste, ne vem, bolj v družinskem duhu, govorim tako, širša družina, kakšni ti rojstni dnevi, prazniki, koliko pa imate to sploh v resnici navado v družini, da se tako vsi skupaj zberete? Pa neki nismo tako... Neki nismo bili Hollywood, ja, kar se tega tiče. Moram reči, da smo začeli gojiti to kulturo, to mislim, da je tudi da sta in mati in foter nekako to pozdravila, da ni teh nedeljskih kosil starši. Tako in da so dobri s tem. Vsi smo dobri s tem. Da se dobimo parkrat letno, ampak da ni nekaj, veš, kar je na urniku, pa moraš narediti, ker pol se hitro znajdeš v trenutku, da si na neki večeri, ker ne bi bil. Ker moraš biti, ali ne. Sploh ta nedeljska kosila, si dobro rekel, ne, se mi zdi, da je tako neka taka slovenska tradicija, ampak roko na srce, če bi pa zdaj res sprašvali, kolikim pa to res paše in unim, ki pripravljajo v nedeljo to kosilo in so živčni, da bo ob enih, dveh kosilo in tistim, ki bi mogoče bili kdaj kje druge, ne. Ja, pa vedno so me ta kosila tako zataknjeno spominjala, ker je tako čisto vedno isto, pa ponovadi je tudi čisto vedno isti konflikt, ne, se tudi mi, ki imamo te družinske zbore, ne, sicer ne vsako nedeljo, je vedno čisto isto, ne, vedno so iste teme, vedno se pohanje pržge na levi strani in vedno se skregamo zaradi istih neumnosti. Jaz imam že 20 let mačka v nedeljo. Ne. Tako da si zelo vesel goveje juhe. To je res, sem pol malo kinkam. Nisi to niti pri sebi. 2 špila čez vikend. Tako da, ja, rajš ne. Ne, ok. Zdaj vse povsod po spletu lahko beremo naslove brata Šalehar po 30 letih spet skupaj ali pa ponovno skupaj. Ali pa... Ja, lahko beremo tudi neumnosti. Ne. Tudi, ampak... Mislim, ne, to me recimo danes, ne da me prizadela, ampak tako. Ja? O tem se mi zdi, da je treba javno govoriti. Ne. Te clickbait naslovi, ne, to je šlo čist. Mislim, jaz se sam še smejim, danes sem dobil Miha Šalehar se počuti zlorabljenega. Od koga? Verjetno sem nekje v nekem odgovoru na neko vprašanje, Bog si ga vedi, kako sem na tehničnem pregledu preplačal cestnino v mailu, da se počutim zlorabljenega, ampak a mora biti res to pol podnaslov. Zdaj, da ti pol vsi frendi... Kaj pa je bilo? Ne, seveda mi nekaj pa bo, se vejo, ne se neče fora, da posilujemo ljudi. A si v redu? Se fora, da smo ljudje že čisto neobčutljivi na to, ne, se nismo neumni, zakaj moramo skozi podcenjevati s takimi kretenijami. Imaš občutek, da gre za podcenjevanje s tema, ne? Ne, mislim, vem, se dovolj časa delam v medijih, da vem, da gre za podcenjevanje. Ne. Ravno to sem hotela reči, zdaj ti verjetno vse en to mečkam gledaš tudi z drugačnimi, z drugimi očmi, ker si sam pač radic in se mi zdi, da si že toliko let v temu noter, da te mogoče take stvari tudi
A bi lahko rekla, da te prej vržejo iz tira, kot recimo hamo tebe na drugi strani? Ja, to jaz ne vem. Ne. Jaz vem tudi, da sem v tem show biznisu in imamo svoje PR-ovce in v resnici cel kup tega PR-a, tudi ki gre od nas stran, popolnoma zlaganga. Ne, mislim, na pretiravanga, na ne vem kva, tudi mi zlorabljamo clickbaite, razprodano, ono, tretje, četrto, marsikdaj kaj tudi ni res. Ne bom rekel, da zdaj ful lažemo, ampak so stvari, ki dobro prodajajo, pa so stvari, ki slabš prodajajo. In vsi smo nekako na trgu in se borimo z orodjem in orožjem, ki je tam. Ne. Ni pa to fajn, tle se strinjam. No. Mislim, sami zase zihar ne delam. Pa na drugem koncu, a veš, če se jaz zdaj tukaj, mislim, jasno je, da tudi jaz do neke mere nosim neko masko zdaj za javnost v tem prostoru, da nisem tak, ki sem doma. Ne. Se noben ne upa biti čist tak, ki je v resnici. Se mu zdi, da se bo svet podrl. Čeprav se ne bi, mogoče bilo pa ful zabavno, ampak... Miha, pa bi ti lahko zdaj recimo vklopil en del tistega partnerja, tistega očeta, tistega prijatelja, brata, ki pa je doma za 4 stenami. Ali misliš, da prav ne bi zmogel? Ne, se nisem rekel, da ne bi zmogel. Se to je vklopljeno, valjda imaš neke filtre čez. Jaz sem prej hotel o nečem drugem govoriti, o našem v naši ceh, mislim, v nekem, razumeš, da moraš biti kot novinar, izpraševalc ali pa medijski človek, da moraš vse imeti malenga dostojanstva. Ne. Zdaj, če meni gost, subjekt, če pa sem v strani laže, pa se napihuje, da imam jaz recimo enega politika povprečnega ali pa enega kalibra ala Martin Strel, to je the best nabiti, ne. Ti že veš, zakaj to počneš, ne. In oni bodo sodili. Ampak da ti kot novinar tam brskaš po drobovju tistega slabega čreva, ki si ga uspel napraskati v tisti uri, da boš najdel tam, da se jaz počutim zlorabljenega, ker ne vem, mi je vulkanizer preveč zaračunal za premontažo gum in s tem aludiraš na nekaj drugega, je pa tako, no. Veš, zakaj se zdaj mal smejim ali pa nasmiham? Zato, ker sem večkrat te seveda ujela v radijskemu etru, a ne? Zelo velikrat se ti tudi srca nasmejala, ko sem, zdaj nazadnje se enkrat spomnim, vem, da sem se iz morja domov vozila in te poslušala in sem se zelo zabavala ob tem, kako si bil kratek in jedrnat, ko je kdo poklical v eter. In ga tudi lahko na kakšen zelo duhovit, ali pa tvoj način, bom tako rekla, na tvoj način odslovil. Pa zdaj ne bom rekla, da delam povezavo s temi naslovi, o katerih ti govoriš, a ne, s tem načinom, ker ne gre za isto stvar, ampak vendarle imaš nek svoj stil, imaš nek svoj način, ki si mu zvest že vrsto let. Mislim, zdaj ne vem, če sem mu zvest, ne. Zdaj probam biti zvest samo sebi, ne. Jaz upam, da se ta način tudi malo spreminja z leti, ne. Jaz pogrešam to, kako si kakšnega s telefona dol fliknil, ne. Veš, zelo dober učenk prim, ne. Sem ne, se to je zanimivo, ne. Ja, itak. Ker je... To je najboljša prijava. Se spomniš, z Bejboč smo imeli nek intervju in nek TV Kamnik, brez veze, neka pač lokalna in vodo je Rado Mulej to. Mi smo bili res mulci, ne? In je bil tak nek talk show, ki je folk klical v oddajo. Ne? In midva so tam stala, ker je Lipova Bogo, ne? Dost prvič na televiziji. In pač kliče in bila itak našoperjena, kapava, dva mlada, ne, rock'n'roll in vse, in malo grdo govoriti in tako naprej, ne. Priklinjati, ne, in kliče ena gospa, ne, starejša po glas in začne tam nekaj moralizirati, ne, veš, da kakšne imamo mi na televiziji in tako. In Miki sem tako gleda, res srepo gleda v kamero in posluša nekaj cajta, jaz sem nekaj poskušal to, gospa pa se je v redu. Ta je sam rekel, gospa, zobe uglaš pa spat. In smo vsi, mislim, jaz sem padel ven iz kadra, Rado Mulej je padel ven iz kadra, on je ostal in mrtvo hladen. Ja, se ne. Vsi smo se režali in ne, pač res vrhunska. Seveda, ne.
Še en dokaz, da se ta cenena nesramnost najbolj prodaja. Ne? Res je bilo iskreno, no. Vsem je šla na živce. Kolikrat si pa imel kakšne očitke na to temo? Očitke. Ja, sem imel, pa se, veš, itak, vedno, ko ti prideš nekam na neko sceno, pa si mulc, valjda najprej gradiš na tem, da si malo predrzen, pa boš ti malo drugače to povedal, kot vsi ostali. Recimo, jaz ne vem, ko sem prišel na Val 202, sem bil star 25 let in vem, da sem začel govoriti val v eter. In to je naša, da me je urednica, pa ne moreš ti govoriti val, mi smo brand, Val 202, kaj si ti, kdo misliš, da si, da boš govoril val, ne? Zdaj, veš, zdaj je to val, ne? A veš, tako, vsaka generacija premakne neko mejo spodobnosti ali pa profanosti, nekam je svoj. Valjda si na začetku malo bolj upornik, ne? Pa malo ego, pa poln samega sebe, pa si pol tudi malo nesramen, pa je ljudem to intrigantno, pa všeč, ne. Tako da jaz nisem mogoče toliko nostalgičen do teh časov, kot moji poslušalci pa poslušalke. A bi lahko Miha rekel, da, ne, zdaj si rekel, da mal je z egotom to tudi povezan in tako naprej, a bi lahko rekel, da se je z leti tudi ta ego v tebi noter začel mečkan nižati oziroma volju mal na manj si ga začel dajati? Jaz upam, ne. Ne vem, težko je zase govoriti. Ali pa ne tako, kako ti čutiš, recimo, ta del sebe? To je nek naraven proces, ne. Recimo, meni se zdi to, zdaj, ali pa rečemo, da je to v meni, da zdaj ni nek standard, ampak recimo, vedno, ko sem gledal te medijske persone, malo starejše, ne, mi je bilo tako hecen, kako niso znali spustiti, ne. Veš, ki je bil čist zajeban mladenič z dolgo čupo, pa je tam neki klev v kamero, pa je bil pa naenkrat siv, pa s tisto čupo, pa je še vedno klev v kamero, pa pol je že čist postaran, kot Jeremy Clarkson, pa še vedno prodaja ta isti model, mi je tudi malo tako, pa daj pišu, kot ti, pa si ti kdaj. Mislim, ja, a veš, ful je težko, ne, ker to je tudi, mnogi ljudje ne razmišljajo, ampak tukaj gre tudi za naš čisto oseben proces, ne. Sej jaz sem nekdo, ki nastopa tam za ljudi in je v njihovi službi, ampak tukaj gre za zelo en zajeban odnos, ne. Ti imaš na drugi strani publiko, ki te prepozna zelo površinsko, veš, po nekih trademark vzorcih, ki jih ti folku prodajaš že leta, ne. In recimo ljudje so navajeni, da boš vsak torek zjutraj rekel, dobro jutro, Murni, torek gre, ne, ob 6 pa 15 minut. Tebi gre po 15 letih ta dobro jutro, Murni, torek gre toliko na kurac, da se tega ne da povedati. In vem, ker sem jaz želel ta jutranji intro spremeniti, ne. Veš, to pa ta bitka, sam se ti ne rata, ne, zato ker vidiš, pa probaš drugo foro, pa probaš boljšo foro in ne gre, ne, dejansko si to ti, to se od tebe pričakuje in ta bitka, ne, večna med tem, da bi ti, kar je naraven proces, rad odrastu, se spremenil, vse v lifeu se vsi spremenjamo in pričakovanji publike, ki so pa, je ful en tak hecen odnos, ne. Ja. Ko bi bi najraje zamenil, če bi izhajal sami sebe, ampak v resnici... V bistvu ne moreš, ne, je ful težko, ne, ker po eni strani moraš servirati pričakovanjem, po drugi strani bi se rad spremenil, po tretji strani ti rasteš skupaj s svojo publiko, ne. Ker se tudi oni starajo, ne sam ti, ne? Ja, in potem se znajdeš za istim mikrofonom, ki si začel kot 25-letnik, ker si nagovarjal probleme 25-letnikov, ki so glihkar končali faks, dobili prve jobe, hodili na Ljubljansko banko po kredite, ker naenkrat ugotoviš, da so te ljudje 25 let spremljali in da so to zdaj stari prci, ki bodo imeli glihkar vnuke, ti boš pa neki svež ali kaj. Jaz ne morem biti več svež, jaz sem pač postan, ki, razumeš, uležan pršut nekje tam, razumeš, na nekem podstrešju. Ampak oni so ful dobri, ne, ta uležani pršuti. Mislim, zihar, da ker so glih tako prispodobo, no. Ja, ampak je tudi to nek naraven flow, ki ga mora človek sprejeti. Za nekoga, ja, za vegetarijance pač ne. Ja. Amo, koliko podobno je, recimo, zdaj ne more biti v resnici podobno v muski, ker ti verjetno težko rečeš, tak pač sem muska je nekaj, kar se ti skozi leta spreminja in morate biti kot band, pač tle, ne vem, če je glih kreativni, najbolj prava beseda, ampak malo tudi v koraku s časom, vi pa morate kdaj kakšne stvari vmes namensko spremeniti. Ali tudi ne? Ne, jaz mislim, da ne. Mislim, ravno to nas, če bi sledili trendu, ne, bi ga pušnili, no.
po moje, že zdavni. Mi ne moramo biti Murphy, če so zdaj Murphy najbolj trendovski bend. Mi smo lahko pač to, kar smo mi, ne? In gremo pač neko svojo pot. In valjda se ta pot spreminja. Kako mi je to fajn, ker se pa tako brat smeje. Zato, ker sem se spomnil na Alfija Nipiča, ki je hotel biti tehno. Ja, no, recimo. No, vem, da je zelo slikovit. Ampak njemu je v resnici s tehno celo pil vodo. Jaz se ne vidim zdaj, da začnem trap delati, ker ne razumem te muzike. Ni mi niti slaba, niti dobra, pač ne razumem. Ni moja generacija. In tudi se mi zdi, da ne morem jaz več prepevati o stvarih, ki sem jih čutil, ko sem bil 25 let star, ali pa 18. Ne, v predstavi imava Baywatch, Ladice, zagorela temnolaska, komaj 17 let, pa z mano te bom dvignil, boš bolje videla svet. Bom natresel ti kokaina, odprl bom šampena, vse skupaj bom začinil še z masadom, mazopejna. Predstavljaš, da jaz zdaj predstavljaš, da jaz zdaj pridem na oder in začnem to peti. Zaprejo me. Zato ni bil hip-hop, to je bil rock'n'roll komat. To je bil rock'n'roll komat, ampak tekst je primeren 19-18-letniku, ki ga je napisal. Zdaj ni več vasrdiht, ne gre skozi, ne da me sam oziroma naj vse. Pa to so bile fantazije, takrat. Zdaj pa pač nek drug life, ki ga pač jaz skozi muziko dajem ven in absolutno, mogoče se pa kakšen komat dobro postara, kakšen pa ne. Zdaj, glede na to, da, tako kot sem rekla na začetku, da lahko veliko beremo, v zadnjem času spet ponovno 30 let nazaj in zdaj spet skupaj in tako, pa predno gremo na predstavo, kaj se je poleg vaju v teh, kaj so tiste glavne razlike, ki bi jih lahko izpostavila 30 let nazaj pa danes? 30 let, ne. Ok, ena od njih. To je tretjina življenja enega ful starega človeka, pa polovica enega povprečnega slovenskega moškega tamle. Pač vse se je spremenilo. Jaz sem najbolj nostalgičen do telefona na kabel. To pogrešam. Še vedno nisi toliko fan teh mobilnih telefonov? Ne, mislim, fan sem, kaj mi omogočajo, da je lažji, so uporabni, ampak sem tudi vedno večji suženj tega, ne. Takrat sem pač, ko sem odšel do doma, me ben več ni mogel dobiti, niti me nis mogel zunim na kabel slikati, kjerkoli sem bil in tako naprej. Tako da mislim, da to tukaj bi lahko šel nazaj. Vse ostalo mi je pa dobro. Svet gre v neko zanimivo smer, ko pa vem, včasih tudi zelo napačno. Bi še kaj dodal, ali sam boš ostal pri 30 letih? Ne, mislim, ful veliko stvari se je spremenilo, ampak veš, tako ne bi se rad ujel v to past, ki si jo tako spretno nastavila, da bi zdaj začel jamrati, kako je bilo super 30 let nazaj, ko v bistvu je bilo totalno bedno. Ne, v bistvu ni bila past, veš, kaj sem hotel? Ne, se vem, da ni bila, se je bila dobra past, ampak sam sem si nastavil. Sam si jo nastavil, ja. Ne, ker bolj sem hotela iti iz tega, veš, se pravi, ok, 30 let nazaj sta skupaj imela skupino band, ki sta skupaj mogla hoditi tudi po kakšnih takšnih intervjujih, popolnoma drugačnih takrat seveda, ampak sta bila na dnevni bazi več skupaj, kot pol mogoče kdaj vmes, pa zdaj na nek način spet. In tukaj sem bolj mislila to razliko, razen tega, da sta vidva pač 30 let starejša, kar se po eni strani kar sliši ravno prav. Zdaj so se egoti malo bolj v ravnovesje postavili. Če bi delala takrat to, kar zdaj, bi se po moje pobila lahko. Ne, pa se zato takrat nekako, ampak z drugo energijo, z drugo dinamiko to speleš takrat. Hecne, ki smo zdaj začela vaditi, ker valjda midva vmes niso bila toliko ur vsak dan skupaj 3 mesece, recimo zdaj, da so bile vaje, pa in je hecen, ker nekje nehaš tako intenzivno druženje, pa sva se midva vmes ful videla, midva so zdaj živa v isti hiši, ampak da bi bila tako prav skrb na istem projektu, pa ne. Pa se to spet začne, ne. In to v bistvu kdaj vrne, neka feelingi te vrnejo, kot da sva 19-17, veš, te bom nagobac, ali kaj. Ja. Ampak ne moraš to pa malo predihati, pa iti čez. Pa iti čez. Boljše zdaj, evo. Boljše zdaj. Spravim, da je boljše.
Okay. Ideja o predstavi, glede na to, da noben od vaju ni zdaj, ali pa popravite me, če se motim, ampak nimam v spominu, da bi se prej že karkoli igralsko, gledališko in kakorkoli hudo udejstvovala. A to zgleda tako, da sta šla na kavo in sta se pogovarjala in je prišel en klic s ponudbo, da ja naredimo predstavo? Ja, zakaj pa ne? Ne, v bistvu te moram popraviti. Mihi je imel predstavo Notranji per, Aha, točno. zelo uspešen. In je hodil z tega, pač mene pa Ferbec matru. On se je podal v teater in so velikrat kavo pila in debatirala, kako je to. Jaz pač mene zanimajo, ker je pač oder, ampak zelo drugačen, kot je moj oder. In je vedno tako navdušeno pripovedoval. In pol je nekje zrasla ta ideja, da vam midva skupaj nekaj narediti. Noben naj v ni poklical in ponujal milijonov za to, tako da bo vse nama ostalo. Mene pa Papič ne govoril. Ne. Ja, Mene Papič ne govoril. Po izidu one knjige je rekel, stari, ti bi mogel narediti predstavo, nekaj sva skupaj delala. Oziroma, jaz sem imel intervju z njim ob izidu njegove pesniške zbirke. Ti bi mogel knjigo, mislim, ti bi mogel predstavo narediti, to bi bilo full fajn. Pa sem začel premišljati, pa sem se pač podal v to izkušnjo. Sem nekaj napisal, pa imel te vaje, grozno je bilo, to sem jaz prvič delal, jaz sem valjda v letu s full prevelikim egom, da jaz sem vodil prireditve, razumeš, z Bernardo Žaren, ne se zajebavati, jaz sem vladam oder, ki je pa ne, sploh ga ne obvladam, to je bilo čist nekaj drugega, jaz sem mislil, da bom umrl od treme in od vsega. Ampak pol sem spelo in pol sem se ful navadil na ta format in mi je rado ful všeč, da imaš ti dejansko v bistvu to, kar on tudi maže skozi, ne, a veš, to je razlika. Jaz sem skozi delal v teh množičnih medijih, ker moš ti skozi malo gledati, da boš vsem malo všeč, ne, in pol veš, da so tam neke tete, ki jim ful nisi, pa neki strici, ki jim ful nisi, pa nekdo, ki si, veš, in s tem feedbackom. Tukaj mi je bilo tako lepo, ker pridejo v dvorano tisti ljudje, ki bi radi kaj od tebe zvedeli, in je tako vedno eno tako ful prijetno vzdušje, en tak ful prijeten odnos, ena energija steče in mi je bilo to ful všeč in pa sem njemu to. In on je rekel, da se vem, se jaz to skozi delam na špilih. Ja, dejansko razgledati. Jaz, če imam špil, pa morajo ljudje karte kupiti. Pride zato, ker si želi. Nikaj ne hočejo poslušati. Ja, rečeš pa na radio, medije, greš na rojsten dan. Ja, ali pa če da me jaz komatvan, se dejansko najde pač grupa, ki jim je všeč in grupa, ki jim ni všeč. Jaz bi rajš delal sam za une, ki jim je všeč. Nimam nič proti, da komu ni všeč, super. V bistvu je komat šele takrat dober, ker nekomu ni všeč. Ja, in na predstavah je dejansko to čisto enako. Kupijo karto, pridejo zato, ker jih zanima, pa še vedno imajo potem možnost, da na koncu rečejo všeč ali ne, ampak prišel je pa tja z nekim interesom, ni tam, ker more biti. To je pa neko izkušnjo, ne bi tudi dubu, kakšni tudi ostanejo, pa grejo ogorčeno. Aha, tudi si to imel? Tudi se zgodi, seveda. Ampak to na prejšnji, ne? Ne, tudi na tej. Tudi na tej, ne. Vsi ljudje se znajdejo tam z najrazličnejšimi razlogi, sej mogoče in pričakovanji, bravo, to je pomembno. Ampak ja, ni zdaj to bili pogost pojav, ampak je pa bil, in je super. Aha, ok, bez ti gre na živce. Jaz bi mu še rekel, če bi lahko šel v teatru ven iz teksta, ti bomo dali denar nazaj, ampak omenil si Hamo pričakovanja. Koliko imate občutek, da vaju v vajnem, ja, v življenju, recimo, ta pričakovanja lahko kdaj ali tolčejo dol, ali vam ubijajo kakšen moment? Koliko smo ljudje preveč pod tem vplivom nekih pričakovanj in imamo že kar vnaprej neke, včasih tudi utopične ideje, kako kaj bo? To se lahko razgovorim, ne. Dej, zato sem ti pa zdaj to navrgla. Mislim, ta svet, v katerem živimo, je igra pričakovanj, se ni nič drugega, sej tudi največ denarja investira človeštvo v izgradnjo pričakovanj o ljudeh, Te industriji se reče industrija ideologij, marketinga, kulture in tako naprej, tako da je to ena stvar, ki skosne, drugače pa pričakovanja so itak matična plošča vseh zajebov v življenju, Pričakovanja so tako nekaj čuden pes je to, kva bi ti rekel? Tamal. Tamal. Tako mu pa še rečem. A to pa mu? Meni se zdi, da
da je treba imeti, no, zdaj bom jaz pametil, No, daj. to letvico pričakovanj čim nižji naštela. No. Sploh, kadar delaš neke svoje projekte, zato da dejansko ne podležeš samemu sebi ali pa svojemu egu ali pa ne vem kva. Ne, če jaz napišem komad in pričakujem, da bo to svetovni hit in potem ga pozna, ne vem, dobi 4000 ogledov na YouTubu in that's it, ne, pa sem lahko zelo slabe volje zaradi tega. V resnici pa ni nujno, da sem jaz kriv, komad kriv, a veš, lahko je šlo še marsikaj kle narobe. Tako da, ne vem, se mi zdi, da tudi, ko sva predstavo delala, so bila pričakovanja, saj moja, a veš, ok, premiera bo polna, pa če se bo folk režil, pa če bo šel boljš vole dam, kakor je tja prišel, pol gre to lahko nekam naprej. Ja. Odkle naprej bomo pa videli, ne, če govorimo o teh pričakovanjih. Zdaj pa... Jaz se mogoče razlika med motivi pa pričakovanji. Ne? To se mi zdi ful pomembno. Ne? Ker če ti izhajaš v življenju sam iz pričakovanj, ne? Jaz pričakovanja smatram predvsem kot tisto, kar ti je nekdo drug formatiral, predal. Primer, recimo, jaz sem zdaj imam same 6 v gimnaziji, pa predsednik razreda sem, ker mama to pričakuje. Ne? In bom postal odvetnik, zato ker moj foter to pričakuje, ker je tudi odvetnik. In zdaj sem ful hud odvetnik, v ful hudi pisarni, ker delam 12 ur na dan, pa ful hudega novega Audija imam, ker pač odvetniški milje to pričakuje, da bom jaz tako, ampak v resnici sem nesrečen, čeprav skozi snifam najboljši coke, pa žrem najboljše antidepresive, se pravi, klej sem se jaz na pričakovanjih zajebal. Ne? Jaz te v tem prezimeju ne bi najel svojega odvetnika. Ne, ampak bi bil dober. Ne? Ja, se ne bi vedel, veš, že je to vse vzad. Če pa izhajaš iz motivov, ne, a veš, če recimo vsak svoj korak naprej v življenju nekako iz nekega notranjega motiva vam potegne, zakaj jaz hočem to narediti. Ok, jasno, da so neka pričakovanja. Ne. Jaz hočem nekaj napisati zdaj v to knjigo, zato ker hočem nekaj sporočiti, ker je to moje poslanstvo, ker sem kle dober, ker zato sem, da jaz to naredim. Zdaj, valjda so pričakovanja, da bi jaz to prodal vsaj toliko komadov, da bom lahko kupil margarino Margarina ni zdrava. Pa plavutke za opremanturo, ne razumeš, ne, ampak pričakovanja drugih so največji problem. No. Mogoče tiste, ki ne izvirajo iz nas samih, ne. Teh je pa v resnici zelo malo. Ja, jaz se spomnim, enkrat sem naletela na eno, zdaj vam bom povedala, tako je ena taka lestvica, kjer si barvu od 1 do 10, a veš, kje se vidiš, ne vem, kariera, pa prosti čas, pa ne, naštete recimo stvari in pa si mogel pobarvati do tja, ko prideš, a ne. In pa smo to vsi lepo pobarvali in pa je bilo tako razlaga tega, ne, in pa si recimo prišel do, ne vem, zdaj si bom zmislila športa, in si imel, ne vem, pobarvane 3 črtice, ne, in pol tako je, zakaj pa 3, zato, ker jaz v bistvu ful manj, ne, tako kakor mogoče kdo drug, jaz grem pa sam, ne vem, enkrat na teden na en sprehod, ne, in pol vprašanje, a pa je tebi to v redu, da greš enkrat na teden na sprehod? Ja, meni je top. Aha, a pa si ti želiš, da bi šla vsak drug dan, ne vem, na fitness nekam? Ne. V bistvu ne, meni je to top. Ja, no, sem pol ni 3, a ne. Pol je 5, ali kaj? Ja, ali pa če je to v mojemu svetu ok, ne, pa bi jaz mogla kle pobarvati, ne vem, 8, 9, ampak ker gledam, kako je to v družbi in kako je to, kaj je prav in kaj so norme. In sta pričakovanja spet, ne. Evo, veš, norme. Tukaj, tako, pa smo najdeli. Evo, odlično. Dejte mogoče priporočam, no, tako malo si pobarvita to, a veš, kje sta in tako naprej. V glavnem, predstava Brata, verjamem, da zvemo veliko o vajnem odnosu. Ja. Ja? Ok. So zgovorna. Ja, ful, sej vem, zdaj bomo delali samo malo teaserje, pa bomo rekli več, pa pridite na predstavo si poslušati, ampak če zdaj gremo v stran od odra, kako se vidva spominjata vajnih otroških dni, otroških najprej. Tako smo v bistvu začeli. To je bilo vprašanje režiserja, Mateja Recerja, ker smo se prvič dobili, ne, zdaj bomo pa to sestavili. No, zdaj bomo pa najprej šli čez vajno otroštvo in cel life in
smo napisali. Čez celo življenje smo šli, ne? In to je bila res težka psihoterapija. To smo rabili kot 14 dni. Ja. Pa recimo sigurno nekih 8 seans, tako, S katerih so oba zmeršla čist zjebana. Ne, na začetku je bilo ful zabavno, tisto otroštvo, ne, ta neka igriva leta, pa pridejo neki dogodki v življenju, na kere nismo vpliva, pa pridejo oni dogodki v življenju, ki si neki irreverzibilno zajebal, ne, kar se ne da več popraviti. Pa ta potlačeni dogodki. Potlačeni Ta imela dogodki. vidva med tem, se obračujem, ko vaju prekinjam, ampak a sta imela vidva vmes kdaj med tem, ko ste to samo imeli te seanse, občutek, da pa res mogoče malo imata tega terapevtskega pridiha, v smislu, da sta mogla kakšne stvari si malo kaj povedati, kar si mogoče nista nikoli do zdaj. Mislim, do takrat. Mislim, ni tako, ja. Z vsakega sešna sva se skupaj v avtu pelala in debatirala, ne. Pa molčala. Ali pa molčala, ne. In je bilo v bistvu super zdaj, ko se spomnim, ker dejansko so ene stvari, ki mogoče so bile čisto take zelo obvious, ker naenkrat dobile stavke, izgovorjene so bile, veš, in je bilo tako, ok, aha, ti tudi tako misliš, ali pa jaz mislim drugače, kot karkoli, ne. Zelo zanimivo je tudi, kako sva ene stvari videla čist drugačne. Ja, Kar je Pa isti dogodek. Isti dogodek, zgodil oba se sva je bila obema tam. naenkrat, oba sva bila tam, ampak Vsak si ga je drugače zapomnil. vsak si ga je drugače zapomnil, pa postavil nek kontekst lastne zgodbe, a veš, sej. Tako da, a veš, In- marsikera njegova travma meni kao ni travma in obratno. ne. In obratno. In vseh teh stvari zagotovo ne bi naredila sama od sebe, da bi zdaj vidva kar rekla, zdaj se pa midva malo dobivala, pa se malo pogovarjala o tem, kako je najno otroštvo bilo, pa ne. Tako da v bistvu Ja, ne, ima ta predstava tudi malo drug pomen lahko za vaju. ja, tudi ne, jaz sem prepričan, ja. Mislim, mene itak to ful zanima. Pa mislim, da njega tudi, no, mene že nekaj cajta, že več let me zanimajo ta vprašanja, zakaj sem tak, ne, kaj zdaj mene sploh konstruira, zakaj jaz razmišljam tako, kot razmišljam, zakaj se odzivam tako, kot se odzivam, ne, kaj oblikuje moje poglede na svet. In vsak ima svojo osebno zgodovino, svojo osebno prtljago, ki je tukaj v neko izdatno pomoč, ne, ampak ful redko si jo ljudje poskušamo postaviti v nek kontekst, pa zavzeti neko, tako bom rekel, odgovorno distanco do tega, da malo vidiš. Meni se zdijo to dobri procesi, no, tako uporabni. Čeprav na koncu je vse skupaj veliko enega smeha, se če bi bila taka mora, ki zdaj govoriva, ne, pol ne bi bilo to razprodan do Ja, mislim, to si 31. decembra. Ne. to So ljudje malo mazohisti, sem nisem. dvomam. Ne, No. pa Ja. si, saj smo tudi iz tega življenja pobrali Ta v redu dajmo reči, stvari, ta ne. v redu stvari. Ne samo v redu, ampak tudi tu neke so ne toliko v redu, smo jih, ne vem, zapakirali v ta zabaven celofan, kakorkoli obrneš, ne. To je pač vse en entertainment, vse skupaj. In saj jaz nimam dobrega feelinga, da težim tam ljudem z odra dol. Preveč, no. Mislim se, kdo je kakšno mojo plato poslušal, ve, da znam tudi to. Koliko je pa potem bilo same priprave? Ok, pa ste to vse naredili z režiserjem in nekako postavili predstavo, si mislim. Ne, pa so mi dva na podlagi tega napisala, ne, celo zgodbo. Ne. Ok. Cel scenarij, pa smo pa to še z režiserjem stran metal dodajali, spreminjali, delali mikropauzice, pa malo manj mikropauzice, pa špilali in zdaj je, kar je. No. Ja, Bolj me tej zanima recer nam je bil Claire res v veliko pomoč. No. Jaz sem zdaj že drugo stvar z njim delam. Smo se kar malo povezali, navezali, mi dva ga tudi oči kličeva. Aha, ok. Tako da je... Ja, mislim, ogromno enih lučk je pržgal, ker jaz sem itak čist nov v tem teatralnem svetu, ker se jih nisem zavedal, no, koliko v resnici čist nek drug medij je za prepovedovanje zgodb kot muzika. Ja. In mislim, sem navdušen, no. Kako se da, kako lahko stavek drugače zveni, isti stavek, a vdihneš pred njim, ali ne vdihneš pred njim. Ne. Ja, kako lahko isto zgodbo poveš kot frajer, ali kot žrtev, ali kot Ja, zrela oseba, ne, pa govoriš iste besede, ne, samo z nekim
attitudom ali pa energijo, kako jih prezentiraš, lahko odkriješ vse čist drugo. Vem, kaj se te runame. Ne biti frajer. Nočemo, da si zdaj frajer, nekaj frajer. Ker moraš v bistvu res malo stopiti ven iz tistih čevljev, ki si še malo vajen. Ki je isti tekst. Razumem. In je dobro, zanimivo. Ampak s tem bi pa lahko dejansko dajal napačne občutke ljudi. Drugo sporočilo bi. Ni fora, da jih je kdorkoli odnaju hotel. Ne vem, je zgodba, ki si, ne vem, zgubil nedolžnost, jaz jo imam tam in to je les fail, ne, na vseh frontah. In jaz sem skozi že večkrat to zgodbo komu povedal, ne. In je fail. Ampak je, ne vem, recimo Matej prepoznal, da jo vsem prepovedujem kot frajer. A veš, pa daleč od tega, da sem bil jaz frajer v tej zgodbi. Tako da, ful zanimiv, no. Bi lahko rekel, Hamo, da ti je vsa ta izkušnja, ali pa izkušnje, ki jih zdaj nabiraš, da tudi kaj drugače gledaš zdaj na koncertu biti na oder? V smislu, a si dobil kakšne te veščine, ki ti zdaj tudi tam lahko pridejo zelo prav? Ali to čisto čuješ? Veš, že ti ne znam povedati, ker so zdaj v bistvu v mesecu pa pol odigrala mi skoraj 30 predstav in nič koncertov. In zdaj imam 3. decembra Cankarja in ful razmišljam o tem, a bi lahko kaj iz tega, mislim, kakšno napoved, ker jaz nisem nikdar si nič napisal, kaj bom jaz zdaj povedal med temi komadi. To pač pride, ne, samo po sebi. Zdaj imam pa tremo, a bo to prišlo, ker zdaj se najbolj neumna glava v Sloveniji si je zapomnil na kilometre enega teksta. Ne vem, ampak sem si, ne. In zdaj ne upam je več improvizirati na oder. To je recimo v teatru, ni improvizacije na naših odrih, pa je, ne. Sploh kajde te napovedi, pa to. Se pravi, jaz nimam tega nikoli napisanega, pa nekako skoraj vedno rata. Zdaj imam pa malo tremo pred tem. A sta se besedilo skupaj učila? Tudi, veliko. Ja, itak se veliko na vajah ostane, ne? Ampak moraš še tudi posebej. Tokrat, kaj še čez. To je en fenomen, ki si ga sploh ne znava še razložiti. Jaz sem bil že pri prvi svoji predstavi presenečen, kako si to zapomniš. Sem si to lahko zapomnil. Ampak dejansko se zgodi nek čudež, ne, možgani imajo to kapaciteto, da si, če bi naj zdaj vprašal za tekst, ga ne bi znala z glave povleči, nekaj si po situaciji. Ampak kar downloadaš. To pa malo tako podoben, kot tisti, ki se ful učiš za en izpit, pa imaš na dan izpita občutek, da čisto nič ne znaš, ki si pa tam pa pol steče. Ja, recimo, lahko bi tako rekli. Podobni feelingi. Omenil si, da si imel zelo veliko tremo pred svojo prvo predstavo, kar bi človek rekel, kako on, medijski človek, trem. Jaz sem se temu totalno začudil, ne. Ja? Mene je zvilne, seveda je to čist drug pas, ne, teater, oziroma tak teater, se to niti delam vsem diplomiranim igralcem in igralkam, ne, da ne bojo mislili, da se prišteva med njihov ceh z vsem dolžnim spoštovanjem. Ne, pa se je Hamlet potanoval. Vem, da so občutljivi, ne. Aha, okej. Se spomnim, kaj so Manci Dorer delali, ker ni imela diplome. No, skratka, nima veze, zelo spoštujem ta ceh, ampak dejansko, ko sem prišel tako daleč v tej prvi moji predstavi Notranji per, tik do premiere sem se usral, ne, po domače povedano. In jaz sem, moj sistem je proizvedel take doze tega stresnega hormona kortizola, ki še nikoli. Jaz dejansko nisem spal 2 dni prej in 2 dni po. In jaz grem tako na prvo predstavo, preživim, mama je rekla, jaz te še nisem videla toliko zelenega. To je bil dejansko avtopilot, krč, totalen. Res? To je bila predpremiera, pa sem premiero, nekako mi nekako spelo, ne, to spet v totalnem krču. In pol vem, da sem šel tretjič, pa Ana je imela pa že naprej, so bile kar lepo polne te predstave, oziroma tudi razprodane tam v začetku. In sem rekel Ani Kajzerjevi, ne, direktorci teatra, City teatra, sem rekel, Ana, jaz mislim, da jebeš denar, ne, jaz si ne moram tega delati, jaz bom umrl, ne, mislim, to jaz spim, ne, to je prevelik robe, ne. Ja. No, posebej pri tretji en mali čudež zgodil, da mi je tako mal dal ta medij slutiti, da se da pa v tem tudi uživati, ne. Ampak zdaj pa recimo uživam na polno pri tej drugi.
Pa tudi lažje mi je, ker jaz sem res začel s kar težkim formatom, ne? To je neka mono zgodba. Meni je lažje od dvoja, ne? Ni čist ampak drugače. Ne vem, da imam nekoga zraven, ki se lahko naslonim na njega, pa me bo on ven zvlekel, ali bom jaz njega. Vedno je še eden, če gre kaj mal narobe, ne? Čeprav ko gre narobe, gre kar par obeh, ne. Kako pa zgleda, ko gre, sigurno zdaj toliko predstave že bilo, kaj je kakšen moment, ko gre narobe, pa je težko iti ven iz njega? Kaj sučala pozabim, pa moram začeti igrati na kitaro. Aha. Pa ne vidim prstov. Pozabiš, ne. Zdaj so že toliko, bom rekel, ušpilana, ne, da že vidiš, kdo sanja. Veš, ko spogledam njega in vidim, ne bo rekel svoje replike, ok, bom jaz namest njega. Veš, in obratno, ne, in on mene pošteka, da v resnici pa publika pravzaprav ne ve, da se je kdorkoli zmotil. No, toliko se mi zdi, da sva huda. Toliko sta dobra improvizatorja, ne, ali kako že? Kakorkoli, itak ljudje ne vejo, oni prvič slišal ta tekst, midva veva, ne, midva se lahko pol skregava v backstageu, ne, kva si ti pozabil na repliko, pa kva si, ljudje ne vejo, da je kdorkoli pozabil kakšno repliko, ne, seveda ja, pol tekst zgubi s tem neki, ampak to govorimo o promilih neke, nisva še toliko generalno zajebala, da bi zdaj padla v nek fud smeh in se ne bi mogla. Ne, to sva že, ampak se to ljudje ful dobro odpuščajo. Ljudje radi, imajo radi. To vem, da tudi na špilih včasih se toliko zaštrikamo, da se začnemo pač vsi režati in je konc komada in ima folk ful rad te momente. Ne. Tudi mi se že zdavnaj več ne sekiramo. Ne. Dokler se režiš, je v redu. Ne. Okay, to so te pristni momenti, ki so ok. Ne. Pa je problem tisti, če neko jezo pokažeš na odru, veš, da je nekdo zajebo in ti ja, pridejo do takih momenti, pa ljudje pogruntajo. Ja, kar nadaljuje, kaj si hotel reči? Da pridejo taka čustva na odru, tako kot en tak zelo zanimiv flow. Na začetku, recimo pred premiero, te itak trema povezuje, ne, pa drži skupaj. Ne, in je tudi trema nek tak motivator, zato ker če imaš tremo, si ful skoncentriran. Ne. Pol se ti, potem po 10 se malo laufaš, že misliš, da obvladaš. Ne? In takrat se tudi ta tvoj področje zaznave razširi. Takrat se odpre, pa slišiš, kaj on govori, kaj prej greš to, sam da boš preživel. A veš, je že drugačne. Takrat se najde ta lep flow, pa rataš že pa toliko na avtopilotu, da začneš včasih razmišljati, če pa da sem jaz plačal danes v prispevke ali nisem, pa pol ne daš replike, enkrat, dvakrat vidiš, da človek malo jezen rata. Ali pa obratno, ne. A pa imata zelo izrazito to neverbalno komunikacijo? Ali jo sam bolj vidva zaznata? Na odru ali kaj? Mislim, ja, tako nasplošno. Verjetno vidva lahko že sam s pogledom vesta. Človeka, da ga poznam cel življenje, veš, da ve, da je ne moram skriti, jaz pa ne pred njim. Ne. Mi dva v scenariju se v neki točki skregava. Ne? In ko on mene začne gledati, jaz dejansko včasih nisem čizikar, me bo užgal. In obratno, ne vemo, kar žila stop ven. Ti dejansko s tem tudi nagovoriš neka občutja oseb, ki si jih imel, ne vem. Ja, ampak ni v resnici. Ne, je pol, ki se zgodi, ki gre tekst naprej, pa zmer malo odleže. Dobro je, se sem predstava. Se sem sanja. Dobro smo to odigrali. Sebe sem sanja. Kolikrat sta pa vidva drugač v zasebnem življenju imela take konflikte, da sta, ne vem, pozdigvala glas, se pošiljala? 11-krat. Kjera dobra številka. Če vprašala. V smislu, je to bilo nekaj, kar je bilo na dnevni bazi, ali sta imela pač neke trenutke, ki se je kuhal in pol, ki se je zakuhal in padel ven? Ma ne, pa se, ja, v bistvu, a veš, sem sestro, pa si ne znam čisto dobro predstavljati bratsko dinamiko. 20 leta, jaz sem bil 2 let mlajši, tudi 2 let švohnejši in to je, vemo, kam je ta dialog tekel, če se temu reče. A si bil tepen velikrat? Da, on je bil tepen, dokler mi ni ta prvič nazaj toliko, da mi še danes zveni v glavi. Od takrat naprej se ne tepeva več, ali pa oziroma ful redko. Treba reči ful redko. Ampak v resnici pa spet ti toliko tega, veš, če bi rekel, da je bil najin odnos in sam prepir pa kompes. Vse sva se, valjda da sva se znala še v bendu, tik preden smo šli na oder zmlatati, ne.
Ali pa zdretne. Ampak mi, da so v resnici navajeni na te komunikacije, bolj so v nekih okoljnaju stojijo Presenečeni, šokirani. Zdaj tudi ni več to tako. Zdaj so bila v resnici, da so bila vedno v redu. Tako. Vedno so bila v redu, ne? Pa tudi nek ta spoštovanje se je z leti, sva šla ven iz vsak svojih egotov. No? Prej si rekel, da se vidita, ker pač živita v isti hiši in tako. Še včasih pravijo, super fajn, da je ta opcija, da skupaj živiš, ampak včasih pa to ni glih najboljš, da imaš familijo v isti hiši, ki pa se kregaš, kdo bo pokosil, pa kdo ni pokosil, pa zakaj ta metla klepa. Koliko pa vam je to poznano? Ful, ampak po drugi strani. Če so to problemi, ne bojo. Ja, ne bojo, ne, mislim. Če so edini. Veš, mislim, da bi si težko, da bi me življenje težko obdarilo z boljšim sosedom. No. Ne glede na to, da verjetno kdaj, kaj jaz ne pograbam ali pa ne postrižem žive meje, on kdaj ne pokosi, takrat, kaj jaz mislim, da bi bilo treba. Kaj kdo dela? Organsko grejo stvari. Manj. Ne, malo, čisto v redu flow. Mislim, da ni ful neke jeze. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Kater moment? Edino on, da z motorjem kople smo po travi. To pa lahko, prosim. To pa mim, ne? To pa res mim, ne? Bilo je po nesreč. Bilo je po nesreč. Klopka mi je odletela. Trava zgleda kak rozproga, ne? Aha. A pa si že kaj popravil to za sebe? Ne moreš na travi, ne? To je moš nežno prošati, to leta traja. Ja, seveda, pa malo posijati, pa zalivati, pa ne govoriti, pa pogovarjati. V jesena, ne? A ja, bolj zima, pa ne morem, pa. In je malo mokra trava in sem ta podatek spregledal, ne, in mi obrne kolo zadnji. Boljšo drenažo. Ali da imamo črto pol. Še 2 let, ne. Le bom plastično travo namontiral. To ti bo zelo všeč, ne? Koliko si pa, a si ti tudi kaj na motorju? Tudi? Mislim, ne toliko on, nekako nisem v zadnji leta, 2 toliko časa, ali kva, ali pa volje tudi. On je res non-stop. Gre smo tako, koliko ti si naredil čez 20,000 kilometrov letos? Ja. Jaz sem pa 2,000 naredil, ne? To je kar lepo. Ok, dobra primerjava, ja. Sam jaz nimam avta, to je tudi mogoče. Par tavžen ti gre. Na račun tega, ja. Na račun nekega od A do B, ki mogoče niti ni toliko motorizem. Pa tudi, ja, te motorje imamo, to je imamo krvi, ne, ker je že foter je bil motorist in mati, ne. Mati in... Tako da, ja. Bi bilo pa že malo čuden, verjetno, če vaju to ne bi noter potegnili. Ampak to ni, še vedno govorimo o motorjih, kjer je neka prijetna, elegantna vožnja, ne govorimo o teh nekih uber hitrih cestnih motorjih, ali pač? Ne, jaz imam te za prijetno, elegantno vožnjo. Aha, ti pa ne. Pa imamo kolega, ki pa bi bolj bil dirkal. Ti pa bi bil bolj hiter. No, te prav se je oglasil, ne? Ne, pač govorim, kakšne motorje imaš. Ne, motorje pa res, ja, ja, se mogoče. Te je Mika bolj v to športno, no, jaz sem bolj komod. Ja. Kaj čmo, ne? Bolj adrenalin. Ta del otroka nisem nikdar vse. Ja, Miki je bolj adrenalin, bom kar na mesnega odgovor. Hvala, ja. Ja. Skozi mislim bicikl, downhill, ne vem, skakati s padalom. Ja, jaz sem bolj... Bolj si na adrenalinu, kaj jaz nisem športnik. Zero. Nisi pa to nikoli nič od njega malo dobrih navad? Ne, vse me je prepričal, da sem šel probat. In sem hvaležen. In ugotovil, da pač ne hvala. Ja, da je pač preveč enega dela. Recimo, pri downhillu je treba preveč gor brcati, zato da je 10 minut lušten. In če hočeš pač teh 10 minut pol res dober narediti, moraš fulkrat prebrcati na hrib in tukaj sem moja matematika meni ni šla skozi. Tebi pa vseeno ta športni vidik fajn. Ja, mislim, fajn. Jaz sem to toliko navajen, da jaz, če se ne zgonem 3-4 na teden na tak ali pa drugačen način, se pač ne počutim celega. Ne vem, se lahko da je kaj narobe z mano zaradi tega, ampak... To že skozi, tako? Ja, to pa že pišu, zadnjih skoraj 30 let. Aha, ok.
Se pravi, ni, da bi to se zgodilo. Kar sem se prvič poročil. Aha. No, vidiš, jaz nisem bil poročen, tako da... Pa ti pol ta navada ni ustala, je nisi dobil. Si rabo bežati od doma. A tja gremo. Hecam si, ne. Gremo v te teme. To je bil slab štos. Ne, ampak že dolgo to počnem. Ja, bolj sem mislila, če si mogoče te navade še pač da si še bolj šel v to noter, takrat, ko si pol pivo zamenjal za recimo vodo in tako naprej, veš, da si to rekel, zdaj grem pa v šport noter. Jaz sem noro pera spil, pa noro višincev s kolesom naredil, to meni ni bilo nikoli. Ja, to vem, da si enkrat rekel, nikoli me to ni uveral. Ne, to je šlo vedno ful lepo skupine. Jaz sem vedno, tudi tako da v bistvu sem jaz največ kilometrov ali pa višinskih metrov s kolesom naredil, takrat, ko sem največ pera spil. Od zdaj se malo umirjam v vseh teh pogledih. Ja, še mogoče mene to motil, ne? Kaj? Da je pol treba zmer po tem športu se ga napiti, ne? Ja. Ker mi pijemo pol v naši službi, ne? In tega je v resnici veliko. In jaz pol v dneve, ker nimam špilov, pač ne pijem, ne? Ker drugače ne bi bil več klep. No, se zdaj tudi športam, pa pijem kakao ali kva, ne vem. Ja, no, vodo. to je pa še bolj dolgocajtno, tako da... A Mata v predstavi je tudi kaj na to temo, v smislu alkohola, se kaj navezuješ na svojo prejšnjo Pa niti predstavo? ne, zato ker je bila moja prejšnja predstava, v resnici predstava o alkoholu oziroma našem odnosu do alkohola, tako da sva se... Temu mali Jaz zavedala. čas malo zbadam. Me malo zbada, itak Imaš je to. abstinent. Ampak respektam to, da je to ne počne, tako da nimam problemov s tem, no. A komu si najprej povedal za svojo odločitev? Je bil Hamo med prvimi ali ne? Veš kaj, jaz sem tokrat govoril že o tej odločitvi, da tokrat sem se prav držal, da nisem nobenemu povedal, ampak sem to sam naredil, pa so pa itak ljudje s časoma upazili, ne, ker vedno, dokler sem govoril, se ni nič zgodilo, ne. Govorim pa rad, pa veliko, ne, tako da. Kako si pa ti odreagiral, ko si videl, da je pa zdaj pa šel na to pot? Ni mi verjel, ne. Ja, Da ne vzdržal. bil skeptičen. Mislim, to, da ne vzdržal, niti nisem dvomil, da ne bi imel zdaj on tega vse, ker tudi nisem imel nekega feelinga, da bi zdaj neki pil toliko, da bi bil problem, ker če on pil toliko, da ima problem, pol imam jaz ful bolj resen problem. Ampak mogoče je v logiki tega pitja, zakaj človek to dela ali kakorkoli, ali ob kakšnih priložnostih. Tukaj sva imela malo drugačne poglede, no. Oziroma jih še vedno malo. Pa izkušnjo predvsem, ne sam pogled. Ne vem, če meni je bilo to tako, ja, da best, super. Če ti to paše, vsak mora delati tisto, kar mu paše. Rekel si skeptičen. Skeptičen do tega je to zdaj spet ena ta, nehal bom kaditi, nehal bom preklinjati, nehal bom piti. S prvim da spet mi je čiko per padel, ne. Ali bo to v tem smislu malo skeptičen, no, ampak zdaj pa nisem več skeptičen, že zelo dobro. Ja. Imam brezalkoholni per v hladilniku. Vedno, ko on mi ga je prvi kupil, ne, tako da to je ful lepo. Tako da v bistvu je tudi ta prvi sprejel, ne. No, saj to. Temu, da je bil na začetku skeptičen. Saj sem bil tudi jaz na začetku skeptičen. A v kakšnem, a kadarkoli pogrešaš to? A veš, da ne. Mislim, pa ni to zdaj ne z bledimi členki, ampak veš, tukaj je šlo za eno tako temeljno vprašanje. Moram jaz res zdaj vse lepe stvari v življenju vezati na to, da si v dodzuni nekaj v svoj sistem unesem, zato da se mi bo lepš s tabo družiti, da se mi bo lepš z motorjem voziti, da mi bo lepš iti na kolo, da mi je lepš piknik imeti. In to je bil prvi izziv, ki sem ga imel. Ker sem rekel, če je to v življenju, če to drži, da moram jaz se zadevati z nečem, da mi je lepš shajati v tistih trenutkih, ki jih jaz v življenju si pojmujem kot lepe, da pa boš, da se z mosta vržem. Ne? In v bistvu je bil izziv v tem, da najdem nekaj drugega v tem življenju, če sva tako reči. In v bistvu je najbolj simpel, da pa ugotoviš, da si najdeš življenje samo. Čisto super stvar na suho. Ne? Koliko si pa zdaj bolj v zavedanju v kakšnih situacijah? Začem? V smislu, da se bolj
ustaviš, da se bolj zavedaš, tako kot si zdaj rekel, ne vem, pa piknik, pa kolo, pa ne, a moram res nekaj spiti, da se imam pol lepš. Koliko imaš pa zdaj, ko si na tem istem, deva reči, ne vem, da je to piknik, kolikrat se ti vmes zgodi veš, trenutek zavedanja, da si rečeš, koliko je dober. Veš kaj, tudi ful malkrat sem na teh piknikih, ne, ker to je pa, veš, dejansko okoliščine naše kulture so take, da gremo mi... Alkoholiščine. V bistvu so alkoholiščine, tako kot prav presvetli Rudi Bučar, ne. Pa nič narobe, ampak ful je tega kulturnega konteksta, da se mi povezujemo in združujemo na način, da se ga z nečem nalijemo. Kar ni spet nič narobe, jaz sem to počel ful let. Mestoma je bilo res ful dobro, ne bom tajil, da zdaj zviška gledam, ful razumem, da to ljudje počnejo, ful štekam, zakaj ljudje to počnejo. Ne moram reči, da jih podpiram v tem. Jaz sem hotel samo to drugo izkušnjo še sprobati, zato ker jaz se dejansko nisem imel. Jaz od 15 leta je bil to moj modus. Ne? Jaz nisem pil sam, če sem bil ful bolan. Govorim, kadar je bila zabava, ne? Ali pa kadar je bila neka taka priložnost. In jaz sem hotel videti, če se to da drugače v življenju narediti. In sem rabo sam probati, da sem ugotovil, da se da. Zato se nimam za nič boljšega ali pa za nekoga, ki je bolj, kako si rekla, zavesten ali pa bolj vsep ali pa to ne. Mislim, mogoče so to neke stranske posledice, ki pridejo zato, ker moraš ene situacije zdaj malo drugače razmisliti pa premisliti, ne. Tudi sebe, ne, da te ne odpelje nazaj v isti vzorc. Ne. Zakaj bi rekla, da naj si pridejo pogledat predstavo, pa naj res dobro pogledajo, ki vse je že razprodana, ker je zelo razprodana? Ne vem, zato ker je fajn. Ne vem, ful ne znam reklamirati. Skupaj igrava in pojeva. To. Pa ne, mislim, da je tak tekst. Samo pove, kako je izgubil nedolžnost. To je zihar dobro. To morajo priti slišati. Okay. Kaj pa ti izdaš, če on izda to? Jaz izdam, da sem jo tudi izgubil, ampak ful prej, kot on. Okay. Ja, In da sem moral reči to prosti. Ne, v bistvu... sorry. Ti povej. Povej. Ti povej. Ne, jaz imam feeling, da tako, če bi bil gledalec te predstave, da bi odnesel nek dober feeling, no. Pa ne, da je namenoma tako narejeno, tudi mi, da me je presenetil, da se je tako sestavil vse skupaj, da dobiš nek, kaj pa vem, prav ne znam drugače reči kot dober feeling, da se lahko nek odnos pogledaš iz tolikih koncev, kakor je tukaj v predstavi in se pa tako lepo sestavil v nek dober feeling. Ja, jaz bi isto rekel, ne, mogoče je point, a veš, kaj se meni zdi, da je point, je v tej neki refleksiji, v tem, da sva midva sposobna na humoren način pogledati nazaj in ugotoviti, zakaj sva sploh tukaj, ne. Se to je point, ne, se ti moraš v vsaki točki življenja reflektirati nazaj, ne, to pomeni, da imaš neko distanco kritično do tega, kar je, ne, pa da je življenje v bistvu ful smešna zadeva, ne, če tako pogledaš. Ne moraš da biti smrtno resen do nečesa, valjda, ne, in ker ti poveš, kako so te prvi ljubezenski fejli mogoče pripeljali do neke ideje, da boš počel to, kar še danes počneš, se lahko počutiš v tej točki kot žrtev samega sebe, ali ali se ful resno jemlješ, pa da je to, ali pa rečeš, pa le kakšen fucking smešen joke je, ne. Ful hitro sem mogel reči to prosti in zato sem danes medijski človek, ne. Ja, veš, če bi prvič dobro zrihtal, bi bil mogoče, ja, veš, tam se znano tehnologijo ukvarjal, ali pa bi imel mesnico svojo. Recimo, ne. Ok, definitivno sta dala kar nekaj razlogov, zakaj si naj pridejo ogledati vajno predstavo Brata, ali lahko pričakujemo še kakšno? Sestre. Ne, zato, ker tako navduš, se vem, ampak tako v smislu, to je zdaj res bilo tako malo retorično tudi vprašanje, ampak oba ful z navdušenjem govorita o odru na takšen način, o tej izkušnji, o tem, kako vam je fajn, da mogoče bi bilo pa škoda, da ostaneta pri tej. To sem sam hotela povedati.
Pa ja, sej, mislim, ne vem. Jaz prav ne bi niti odprl, niti zaprl vrat. Zadeva je še v resnici mlada. Ne? Mi, da so to letos naredila, zdaj le 2 meseca se igra, naj traja, bi rekel Rudi Bučar, ampak zaenkrat je super, mislim, tako format teatra v tem smislu, ne, da je neka to zajebancija, je meni ful všeč in vprašanje, ja, če ne bomo še kaj naredili, ampak je čist prezgodaj. Ne, težko. Mene pa še zmer ta prvi kanal, pač muzika. In tukaj pa ne morem biti pa na vseh odrih naenkrat. Tako da zdaj do konca leta bo še z bratom, pa drug let imam z bendom 20 let, tako da bom verjetno več s kitaro v rok. Z bendom kot z bratom, ne. Ampak tudi ne bo zdaj čisto. Še vse en tudi. Ja, ampak je bilo nekako zmenjeno, da letos to skoncentrirano. Nekaj zdaj velik, ne pa drug let pa tako, kakšno na mesec, ne par. Ker verjetno za tako obletnico je fajn tudi, da imaš fokus potem drugem, ali ne? Mislim, ja, vse to je malo, meni se malo fokus podre, kljub temu, da je, mislim, veliko ima teh predstav, ne, in je v resnici te pa vsem to, ne da je naporno delati, ampak veliko smo na poti po celi Sloveniji. Cela Slovenija, ja. In pol ni, da bi domov prišel, pa bi bil ful zelen, pa sem komat naredil. Tako da, ampak ja, mogoče pa zamenil poklic. Kaj pa veš, že velikrat sem ga. Miha, bi kaj dodal? Pa ne. Aha, sem mislila, tako si jezelka, da hočeš še nekaj. Ne, nisem, se strinjam z njim. Ja, zaenkrat je ta stvar sveža, ne. Se mi zdi, da bi za jinxal prihodnost, če bi začel zdaj obljubljati, pa nekaj preveč planirati. Kdo ve, kam ne odpele, ne. Kdo od vaju je pa sicer večji planer, večji organizator? Kdo ima bolj tako popredalčkane stvari? A res? Jaz se tudi trudim zadnje čase. Mislim, sem kar napredoval. Malo presenetila, če sem lahko, če si iskreno prosti. To se to, ko imam jaz očala. Kaj? Po mojem, ne vem, tako mi deluješ bolj, ne zaradi očala, ampak ja, prej bi tebi pripisala to. Mislim, jaz sem kar človek kaosa, ampak bom rekel bil, ne, zato ker sem se zdaj v zadnjih letih se mi zdi, da sem ful napredoval s tem, da poskušam v svoj life na vseh področjih malo več reda vnesti. To je kar koristna disciplina, tako da imam recimo. Jaz sem pa 30 let freelancer z rock'n'roll bandom. In kljub temu, da to zgleda navzven kao eno samo pijančevanje in babe in tako naprej, ne. Če hočeš, da ta biznis laufa, moraš biti zelo discipliniran, ne. Se pravi, mene noben ne pokliče zjutraj vstan, pa pet delati, ne, ampak moram samega sebe poklicati. Čisto San in grem. Jaz sem se ful reda od njega učil, tako tudi vidim volja do reda, ker jaz sem videl že pred leti, on ima vedno napisane diagrame, časovnice, čez celo steno, to za ta projekt, to pa to pa to. Jaz sem samo debelo gledal, si rekel. Ni zdaj hudo, ampak ja, za te neke večje projekte, ki gremo mi delati Cankarja ali pa Križanke, so to koledarji pa napisan noter, ker drugače samega sebe povoziš, ne, vsem rečeš ja, pa pol pogruntaš, da imaš v enem dnevu 17 intervjujev in vaj in ne vem kaj, in ne gre vse skupaj. Pa tudi jaz imam še ono drugo življenje, ki bi ga imel vedno več, ne vedno manj. A bi ga imel vedno več? Absolutno, ne. Koliko težko pa to usklajujeta? Dobro, ti verjetno še težji. Se pravi, to drugo življenje s tem življenjem, ki ga vidimo. Kako misli, zakaj je on še težji in v katerem življenju govoriš sploh? Hamo je rekel, da bi rad, da ima poleg tega življenja odri, intervjuji in tako naprej, ima pa tudi drugo življenje. S motorjem vozim, grem s punco nekam. Ki bi ga rad imel več. S hčero nekam, pa tako. Veš, to je življenje, zaradi katerega ono življenje sploh živim. Teoretično. Pa ne vem, jaz se v bistvu se pridružujem njemu, ampak zadnje čase sem začel probam gojiti eno drugo filozofijo, da veš, tako se mi zdi, da ta work balance, kako že work, kaj že, kakšen balance,
življenje, prosti čas, balans. Ful ne verjamem več v to. No. Mislim, da pač življenje pač ni prosti čas. Ne. Življenje je vse moraš biti ti. Ne. Jaz moram biti na enak način jaz, kadar grem z njim, s svojim športnim motorjem, kot moram biti jaz na enak način jaz, ki stojim na odru pa delam. Posod se moram počutiti, da sem nekako blizu sebi, pa tistemu, za kar želim biti, a veš, in pa življenje pa bolj pa manj dinamično, nekakšno leto pride tako, da narediš 2000 km. Ne. Upamo, da bo naslednje leto, da jih bom naredil vsaj 10, ne. Ja, ampak vedno so te kilometri na motorju obratno sorazmerni z evri na računu, ne. Več, ko hočeš kilometrov, manj imaš cajta zaslužiti denar. In zdaj z leti, saj jaz sem pogruntil, da v resnici ne rabim toliko denarja, bolj rabim kilometre na motorju. Oboje je prispodoba za eno in drugo življenje. In naj bo to zaključek tega pogovora. Hvala, ker ste prišla, se vidimo na kakšni predstavi. Ful, hvala za povabilo, ne lušten je bilo. Z veseljem. Obvladaš. Če sem lahko malo pokroviteljski. Če Mihi tako reče. Jaz sem samo navdušen, ne moram pa komentirati, ker nisem iz Foha.